Pozdravljena, Rebeka. Na Web Noctu si predstavila umetniška dela več tehnik, ki pa imajo neko skupno nit, lahko rečemo. In torej to, da si navdih jemala iz mitologije. Mene sedaj zanima, kaj te tako privlači pri mitih in zakaj najraje črpaš prav iz mitov in pravljic? Zdravo, Martina. Res je, mitologija in pravljice so mi bile od nekdaj v bistvu se mi zdi, da nekaj, kar je ostalo iz otroštva, vsaj kar se tiče emocionalnega naboja. In sem to nekako posodobila za recimo odraslo dobo in je verjetno skupno to še z ostalimi ljudmi, ne. Vsi smo imeli pravljice, ko smo bili mali. Kar se pa tiče mogoče racionalnega ali pa nekega intelektualnega aspekta tega, pa me miti predvsem privlačijo iz neke, recimo, neke klasične definicije v smislu, da niso to v bistvu pravljice za lahko noč, ampak gre za neki princip, neko naracijo, ki s svojim naukom ne samo, da predaja nauk ljudem, ampak osnuje neko liturgično dejanje neke kolektivne zavesti, ne. In v temu se potem vidi, kako se neka družba ali pa kultura obnaša znotraj nekega časa svojega, potem se poglabljam preko tega, kaj je v katerem obdobju delovalo za moške in ženske, da je nekaj uspelo, ali pa tudi ne. In kako potem to v bistvu za naš sodoben čas in zahodno kulturo spraviti v neko odgovor na neko problematiko, ne. Na ta način, me to privlači, ja. Ja, torej predvsem te privlači to, da lahko v bistvu mite preneseš neko novodobno pripoved, ki ima tudi potem družbena vprašanja, v bistvu družbeno-politično zasnovo. Tako, ja. V bistvu res, ja. V glavnem rdeča nit tvoje motivike res izvira iz mitologije, ampak iz česa drugega še pa črpaš v bistvu motiviko? Motivika me je primarno res, recimo, kar se tiče posamičnih vizualnih elementov, resnično izvira iz teh mitov, to je primarno, nekako pa pridem do določenih elementov, mogoče tudi preko kakšnih izkustev v smislu potovanj. Recimo neki vizualni cilj si osnujem preko tega, da spoznam mogoče neko lokalno skupnost na drugem koncu sveta, ne. Sploh dosti obstaja še takih ljudstev, ki so povezani z miti na tak klasičen način razumevanja mitov, se pravi religija, vera, na ta način, ne, medtem ko so lahko miti tudi ideologije. No, in na ta način potem v bistvu tudi sama začutim mit, kaj oni točno pravzaprav verujejo oziroma živijo, in to skušam nekako potem prenesti na sama dela, ne, skozi neko ponotranjenje na ta način. Mogoče tudi vzamem kakšne objekte od tam, kar je dosti pomenijo tem tovrstnim ljudstvom. Potem tudi recimo tale delo za mano ima ogromno elementov na sebi iz Anglije, ne. Recimo stvari, ki sem jih našla na cesti, ali pa kupila, ali pa so mi podarili tamkajšnji ljudje oziroma prijatelji, ne, ki sem jih pol spoznala. Na ta način, ne, potem tudi iz takih drobcev gradim te elemente, ne, na večja dela. Kot neki kolaž, ne. Zdaj ravno naslednjo vprašanje sem ti želela postaviti, kaj pravzaprav želiš sporočiti tvojimi deli, in mislim, da je za tem v bistvu tudi zelo močno družbeno-kritično sporočilo. Ja, seveda, je povezano s tem, no. Skušam predvsem na ta način predstaviti ljudem, kje točno mogoče se nahajamo kot zahodna civilizacija, v kontrastu s tem, kaj so imeli naši predniki, in v kontrastu s tem, kaj imajo drugod po svetu, recimo, ne. Se pravi, sistemi, ki mogoče delujejo ali pa ne, dobro, vsakem je nekaj plusov pa minusov, ne. Tako da, recimo,
kar opažam pri naši kulturi, zahodni kulturi, je predvsem primanjkovanje velike zgodbe, ne, velikega mita. Se pravi, nekaj, kar bi dalo ljudem ideal, za katerega bi bilo vredno živeti, ne, oziroma mi smo zdaj sestavljeni iz teh malih zgodbic, pa to ne, vsak si išče svojo pot v svojih mislih, da ostane pri sebi, ne. Ampak ja, mogoče bi bila naslednja velika zgodba, ki bi lahko mogoče celo na dolgi rok skozi moj optimizem povezala svet, je to, da okronamo Zemljo spet sveto, ne, ker to pa je nekaj, kar bo nam res moglo, to pa nam za nohte bo šlo, ne, počasi, če tega ne naredimo, ne. Velike zgodbe v takem smislu, ne, da nas povežejo kolektivno. To. Ja, Mogoče. se strinjam, nedvomno moramo marsikaj narediti, ne samo za naš obstoj, ampak tudi za obstoj vseh ostalih. Ja. Zdaj, jaz te že dalj časa spremljam tudi na družbenih omrežjih in sem opazila, da te v bistvu v zadnjem času tvoja pot popeljala tudi tetoverske vode, si začela tetovirati, izrisovati dizajne za Ja. tatuje. Zdaj pa me v bistvu zanima, kako si začela s tetoviranjem in če si samoukinja ali si se učila pri katerem drugem tetoverju. Ja, res je, jaz se ukvarjam s tetoviranjem zadnje čase, v bistvu zdaj že nekje 3 leta, ja. V bistvu pa sem začela iz čistega, recimo, heca, ja. Recimo, že ko sem bila na akademiji, je ogromno mojih sošolcev šlo v to smer, da so prinesli pač ono, veš, za zabavo, da pa gremo nekaj narediti, ne. Ampak ni bilo v začetku nič resnega mišljenega, ne, in je to bilo bolj kot eksperiment ali pa podaljšek prakse, ki sem jo imela na šoli, recimo večerne akte, ne, smo že imeli opravka z telesom človeškim, medtem ko je tetoviranje pa neka druga vzporednica, ne, se dela direktno na telo, ne, na kožo in je nekaj to res zelo fascinantnega in sorodnega, recimo tej umetniški praksi, ne, ampak je čisto neki svoj hof, no. Tako da začela sem kot samoukinja iz pač povezovanja z sovrstniki kot neka kolektivna dejavnost, pol pa se je bolj resno razvilo in sem se kasneje tudi učila, ja, pri v bistvu enem, ki mi je nekako vzajemno sva si pomagala, mi je predstavil tehniko z iglami, z strojčki, pol pa sem jaz tudi njemu recimo principe risanja in je bilo res tako lepo sodelovanje, ki mi je dosti pomagalo, no, tako da ja, je bilo to. Kakšne dizajne pa v bistvu najraje izrišeš in tetoviraš? Predvidevam, koliko opažam na Instagramu, da tudi tukaj prevladuje mitologija. Ja, to, če se le da, ne, motivika je predvsem odvisna od človeka, ki želi tatu, ne, tako da je to bolj, se prilagajam ljudem posamično, ampak kar se mene tiče, imam zelo rada linijsko delo, ne, z črtami. Se je zdaj zelo lepo da poudariti, preprostost je neki čist kontrast temu, kaj v slikarski praksi delam, ko je res ful busy za oči, ne. Linijsko delo na kožo pa je predvsem nosi neko preprostost pa čistost, ne, sporočilno samo po sebi, lepo poudari telo, telesne dele, se da dosti dobro mišice, recimo neko notranjo strukturo, globinsko strukturo telesa pokazati, tako da. Pa tudi to mi je pri tetoviranju ful dobro, recimo, da tisti del telesa, če nekdo ne mara, recimo, ne vem, roka, jaz nisem marala svojih rok iz nekega razloga, ker pač imam suhe roke ali kaj. Ne, vse imamo v glavi, v glavnem, in sem si potem tetovirala sama členke tukaj na koncu prstov in kar naenkrat sem vzljubila svoje roke, kar naenkrat sem si nehala nohte grist, nalakirane imam, ko jih prej, ne vem, do zdaj nikoli nisem imela, ne. In je to res neki ful dober taki psihološki efekt, ne, pri ljudeh tudi vidim nasploh, da imajo radi pol tisti del nazaj, ne, so ponosni, na ta način. Ja, seveda, vseeno se moramo zavedati, da je tudi tatu v bistvu umetnost, pač samo razliko, da je permanentno na tvoji koži, ne. Ja, poudari pač, ne, je nekako. Nedvomno, ja.
Zdaj si že omenila, da si bila v Ljubljani na akademiji in si študirala v Ljubljani, pa tudi omenila si druge kraje. Bila si v času izmenjav tudi drugje v Evropi, v Švici, potem si bila tudi v Lizboni in Veliki Britaniji. Samo me zanima, kako bi ti morda primerjala slovensko umetniško sceno s tujo umetniško sceno in če se ti zdi pri nas sploh dovolj priložnosti in podpore za mlade umetnike. Ja, to bo pri nas večna problematika, se mi zdi, ne. Tujina je itak bolj razsežna, nekako do zdaj po dosedanjih izkušnjah se mi zdi, da kamorkoli v teh delih, kamorkoli se bi človek umestil, recimo Švica ali pa Anglija, tudi ZDA verjetno, ali pa zdaj po novem Kitajska in če bi se tam malo dlje časa delalo, bi se kar nekako same od sebe poti odprle, ne, po neki naravni spontanosti. Ali pa se kar naenkrat več stvari na kup spravi in več priložnosti in si kar zbombardiran iz vseh strani, ne. Medtem ko je tu pač vse bolj počasi, ne. Je po moje tudi v tem problem pri nas, ker je tudi recimo mentaliteta, ne, Slovenci smo v osnovi praktičen narod, se mi zdi, ne, in dojemajo ljudje tukaj umetnost kot neki potem takem nepotrebno okrasek, ne, ampak to ni okrasek, to je v bistvu kultura, umetnost, to je jezik naroda in na ta način si ti kompatibilen ali pa nekompatibilen z drugimi narodi in se na ta način razširjaš in povezuješ, ne. Mi pa nimamo tega že na našem notranjem ustroju, na lokalni ravni nam to manjka, ne. Tako da mogoče res manjka tega splošne mentalitete pa razumevanja, ampak tisto, kar pa je zelo srborito, se mi zdi, izredno željo imamo pač mi umetniki, da se spremenijo stvari, da se naprej fura to, da v pozitivno smer in to ful cenim pri nas, ne. To ni nam za samoumevno, ne, to mi je všeč, da smo borci po naravi, no. Tako da si skušamo sami odreti neke priložnosti, recimo, ne, seveda, ne. Ampak vsekakor pa nekih uradnih kanalov pa tudi primanjkuje, tu pri nas tudi, ne, recimo. Ampak ja, treba je vztrajati, ne, vedno. Ja, nedvomno, moramo se boriti za kulturo, ker brez kulture ni naroda v bistvu, ne, in zdaj pa, če bi se navezala na Maribor, ki je nama obema neko domačo okolje, kako pa je mogoče primerjala Ljubljano in Maribor, saj na primer se nam velikokrat Mariborčanom zdi, da je Ljubljana veliko bolj podprta tudi v financiranju umetniških projektov napram Mariboru. Kako je pa morda to komentirala, to umetniško sceno Maribor versus Ljubljana? Glede na to, da si tudi študirala tam. Ja, tako si rekla, to je res, ne, jaz mislim, da je to po vseh državah isto, pač se pol neki nivo intenzitete razlikuje, da je pač glavna mesta so vedno bolj podprta, ne, kjerkoli pač. Je tudi več ljudi tam, več kanalov, več nekih glav na kupu verjetno. Dobro, zdaj tu pri nas je tako, v bistvu niso to take velikanske razsežnosti, kot so, ne vem, neka velika mesta, ampak je Ljubljana definitivno iz tega stališča bolj razvejana. Medtem ko pa pri Mariboru pa občudujem to, da Maribor je, mislim, da ko neki simbol za underground, tu imamo izredno močno razvit podzemlje, pač underground, ja, in ta srboritost, ko sem jo prej omenila, se recimo tudi pri splošni javnosti opazi, ne, da imamo tega svojega duha v sebi. Problem je pač to, da ni toliko te izraznosti, ki bi se tej splošni javnosti lahko tudi kulturni vidik izpostavil, ne. Verjetno je v Ljubljani več priložnosti glede tega, ampak je pa res zelo bolj ta podzemna mentaliteta močna in je tudi ogromen potencial in princip v tej nabitosti pri nas, ne, v Mariboru. Zato smo pa ponosni Mariborčani, ne, tudi to se s tem povezuje, ne, se mi zdi. Res, vsi imamo radi Maribor. Ja, res, naš dom je to. Ogromno je, v bistvu se dogaja ogromno kulture v Mariboru, ampak vse tako
navezala je dosti tudi te underground kulture, pa Ja, znam tako. slam poetry, pa Peka, pa Gustav in Se ostale dogaja. stvari. Ampak se mi zdi, da mogoče zelo škoda, da ne več ljudi ve za to, ker se mi To je zdi, da točno to, ne. res moraš biti v kulturi, da veš, kje se kaj dogaja v Mariboru. Ja, točno to, ne. In to si me zdaj spomnila, da dejansko ful dostikrat slišim, ja, v Mariboru se nič ne dogaja, mrtvo mesto je. Ja, ne, ni res, ker če veš, kam moraš iti, pa veš, kje se kaj dogaja, potem ti nikoli ne bo to dolg čas, ne, na ta način. Ja, to ravno, to Ja, ravno. ker se dogaja, ne. Dobro, zdaj korona, zdaj druga Čar v strana, tem. malo manj, ne. Ja, tako je to. Zdaj, ko si že omenila Ja. to korono in to Ja. izolacijo in karanteno in vse to, pa me zanima, kaj pa praviš vseeno na neko kulturno ponudbo v času te izolacije, na primer v Mariboru. Ja, se tako smo rekli, ne, to je zdaj ful vpliva na vse in recimo ful mi je hudo za glasbeno sceno. Sama pogrešam koncerte neizmerno, recimo, ne. In to je zdaj čisto zamrlo, valjda. In to ima res slabi efekt, se mi zdi, na ta izolacija, seveda se razume, da je potrebno to, ampak to zdaj siromaši vse skupaj, ne. Ne samo kulturno sceno, ampak celo sceno, no. In vpliva na vse ljudi. Kar pa sem opazila edino, je pa to, da se je vseeno odprla neki tip priložnosti za recimo posameznike ali pa manjše grupe, ko prej niso prišli do izraza, oziroma je bilo preveč nabitosti in informacij in kriljenja iz vseh strani, od vseh ljudi, in se šele zdaj začelo počasi nekako priti do neke svoje sporočilnosti ali pa ne, na ta princip. To mi je ful zanimivo, da so se pa vseeno neki drugi aspekti pokazali kot potencial. Je pa res, da to zdaj, okej, ne, ta osnovna nota pa je zginila zdaj zaenkrat, no, ni toliko, ne. Ja, res je. To je žalno. Sicer se precej se dogajajo stvari na spletu, ampak Tako splet, ja. doživljanje ne bo nikoli nadomestilo v bistvu obiska Ja, galerije, obiska koncerta. Ja, saj zdaj za veseli december tudi na Mariboru streamajo koncerte, ampak to, da ti poslušaš preko računalnika, ne more niti približno Ne, nadomestiti tega, da si ti v živo tam in slišiš v živo zvok, globino zvoka, da si s prijatelji, da hajpaš in si poješ. Ja, To je tako. res je zdaj aspekt, ki ga žal nimamo, ne. Ja, to res manjka, tudi to, ne, pa tudi živo razstave, recimo, da sam greš, da vidiš, da doživiš, da se pogovarjaš, to res nič ne bo, ne. To mora biti ena na ena izkustvena stvar, ker izkušnje nas oblikujejo, ne, tudi kot skupnost, tako da, ja, to pač trpi zdaj, ne, pri vsakem verjetno od nas. Ja, nedvomno. Je pa vsaj dobro, da še vseeno je en delček ohranjen vsaj na spletu, ne. Seveda, smo iznajdljivi, ne, treba. Ja, treba je, Ja, mislim, res. kultura življenja je žalost. Ja, treba je gurati, saj je pač. Malo mi to, ja. Kako pa bi ti kot umetnica rekla, da ta izolacija v bistvu vpliva na tvoje ustvarjanje? Ja, to pa je zanimivo, da jaz lahko rečem samo pozitivno. Ker sem bila prisiljena ene stvari na stran dati, seveda. In zdaj imam res ogromno časa, da pač naredim stvari, ki jih prej nikoli se nisem spravila zraven, in ni več onih niti izgovorov, in jaz sem tudi dosti sama pri sebi neko samoorganizacijo vzpostavila, ko je prej mogoče nisem imela. Prija mi tišina, ne, ni toliko tega norenja iz nasploh okolice, so vsi nekako prisiljeni biti na miru, čeprav vem, da to ni večini ne paše, ne, ampak logično, ne. Meni pa kar, no, tisto res sem dosti naredila, tako da sem glede tega vsaj, no, vesela, da imam nekaj, kar me zapolnjuje, no, tisto, da zdaj to spet ni taki disaster bil za mene, pač moram se znajti toliko bolj. Okej, ampak delam stvari, ki jih sem prej samo nisem imela časa ali pa sem prelagala, ne, tako da.
soočeni z realnostjo, ne, pač tako. Ja. Torej, se mi zdi, da na večino umetnikov je v bistvu izolacija zelo pozitivno vplivala, tudi ker zdi, ste ja. končno imeli čas uresničiti neke projekte, ki so si jih zadali že prej, pa prej pač niso imeli časa, ne. Ja, In zdaj, res. če smo že navezane na neko tvoje novo ustvarjanje, novi projekt, tudi zdaj letošnjo leto, čeprav je res bilo turbulentno, se počasi izteka in me zanima, če imaš za naslednjo leto kakšen poseben projekt v mislih, kakšne posebne cilje. V bistvu imam že neke plane za 2021, čeprav me je strah, kaj bo pol, ker je že letos bilo znanstveno fantastično leto, je bilo 2020, ja. Ampak za 2021 se pa pripravljam, da bi mogoče, če bo seveda dovoljevala scena sama in kaj bo sledilo z ukrepi, kakšno samostojno razstavo ali pa skupinsko razstavo, to bi bilo res super balzam pod vsemu temu, kar je letos bilo. Prav tako delam na temu, da si uredim svoj atelje studio, da imam končno nekje prostor, ne, ker to sem imela res problematiko s prostorom ne samo zadnje leto, cel čas v bistvu, sploh odkar sem z akademije prišla. In res potrebujem neki prostor in končno imam priložnost in to urejam. Hkrati pa še sodelovanje z mojim fantom, z mojim partnerom Mitjo. On pa je v bistvu po izobrazbi ekonomist in mi je v bistvu ta hudičev del umetnosti predstavil, tržni del, ki je pač nujen in sem vseeno vesela, da skupaj sodelujemo, ker vidim zdaj, to niti nujno ni tako negativno, ampak je pač preprosto nuja in je treba to razumevati in je treba štekati tudi ta aspekt, da se da kaj narediti, ne. In mi je super sodelovati z njim, ne, še nekdo, kot ti je blizu, pa lahko nekaj ustvarjaš skupaj, ne, to je super feeling, no. Tako da imamo pa neke projekte v mislih in kjer bo tudi to izraženo in oziroma vključeno, tako da so plani, ja, tako da se dela. No, to je vedno lepo slišati, tudi super, da imaš nekoga, ki skrbi za to ekonomsko plat, ti za kreativo, on za ekonomijo. To je res, ja. In nedvomno je dejstvo, da v bistvu bi Sloveniji rabili predvsem bolj razširjen trg umetnin, trg umetnosti. Ljudje se v bistvu morajo počasi zavedati, da je v bistvu naložba v umetnino, da je v bistvu to naložba, da ni to zgolj lepa slika, ki je na steni, ampak je v bistvu naložba za prihodnost. Ja, in točno tako si rekla, tudi moj fant dela na tem, on bi rad bil en izmed, je treba nekako začeti z tem pri nas, ne, je treba, to je naložba, tako si rekla, to ni na stran vržen denar, ampak preprosto nekaj, kar se investira tudi v družino, ne, in je to res en lep aspekt tega, ne, tako da, lep aspekt tržnega dela, recimo, ne, tako. Ja, res, ker v tujini je to precej razširjeno, tam so art fairs, art sale, je ogromno prodajnih galerij, so potem ogromno teh sejmov, kjer sami umetniki prodajajo svoja dela v ateljejih, medtem ko pri nas to ni tako razširjeno in zaveščeno, nekako se ljudje ne zavedajo prave vrednosti umetnin. Ozaveščenost, ne, to mogoče res vedno nekako bolj do tega pride, ne, se mi zdi, ko se pogovarjam s komerkoli, vedno nekako pridemo do zaključka, da je dosti veliki problem ravno to, ne, da ni, da je ozaveščenost manjka, ja. Tako da, mogoče bomo pa kaj spremenili, no, na dolgi rok, imamo generacijsko delo že. Jaz upam, da se bo vseeno čim prej to spremenilo, da bo tudi leto šlo na boljše in ti v bistvu tudi se ti najlepše zahvaljujem za ta pogovor. In tudi v imenu ekipe Galerije Medianox ti želim ogromno uspeha pri naslednjih projektih in ogromno uspešno zastavljenih ciljev in še enkrat se ti zahvaljujem in upam, da tvoja umetniška pot vzcveti čim prej. Hvala, Martina, hvala celotni ekipi res Medianox, tako da za to priložnost, ful sem vesela, pa hvala za ta pogovor in naprej tako, naprej, skupaj smo močni.
Res. Ja, res je.